Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Drage kolesarke, dragi kolesarji, običajno je tako, da imamo za spominjeno lepo sliko, zato vas vse skupaj vabim v ta del, da bo slika proti soncu narejena. Še posebej bi pa pohvalil letos ekonomsko gimnazijo, so se v tako velikem številu odzvali na to našo tradicionalno, torej ne prireditev, ampak kolesarjenje ob dnevu mobilnosti. Jaz vam želim, da tako kot je Boštjan rekel, da smo umirjeni in se potem veselimo na biodinamičnem vrtu. Lep pozdrav na ta čudovit sončen dan in v Evropskem tednu mobilnosti, ki se je začel odvijati od 16. pa vse do 22. tega meseca. Ja, jaz lahko rečem, da smo danes pravzaprav zelo zadovoljni, ker se je vreme naredilo in pričakujem veliko udeležbo. Seveda ni samo, bom rekel, ta izlet s kolesom v tem tednu mobilnosti, ampak so še druge stvari, ki jih izvajajo vrtci, šole, tako peš bus in pa tudi izobraževanje, opozarjanje na promet. Tako da smo aktivni in bomo še nekaj časa, ne samo današnji dan. No in seveda vi Evropski teden mobilnosti združite tudi z biodinamičnim vrtom, kjer so pridelki, ki obrodijo v tem letošnjem letu in potem šola gostinska pripravi vse to, kar je zraslo na vrtu. Ja, to je res tradicionalno, bom rekel, je cilj na biodinamičnem vrtu. Seveda je v neposredni bližini tudi srednja gostinska turistična šola in lahko rečem, da vse, kar bomo danes poskusili, je iz tega vrta in še nisem bil nobeno leto razočaran in sem prepričan, da tudi tokrat ne, kajti dijaki in dijakinje se resnično potrudijo, da prikažejo, kako lahko iz takega vrta pridelana prehrana torej služi tako vrtcem kot šolam in pa današnji pokušini predvsem za kolesarje. No in vsako leto poudarjamo, da je ta vrt dobil Demeter. Ja, seveda, to je blagovna znamka, ki je v bistvu najvišja blagovna znamka za ekološko kmetovanje. Tako da lahko samo izrazim veliko zadovoljstvo, da imamo to v bistvu pred osnovno šolo Antona Tomaža Linharta v Radovljici in da tudi ostale inštitucije od vrtcev do srednjih šol sodelujejo pri tem projektu in glede na to, kako je vzorno vse urejeno, sem ponosen, da je to v naši občini. Mesec september je tudi začetek novega šolskega leta in običajno vsako leto obiščete nekaj prvih razredov malčkov, ki stopijo na to pot. Ja, lahko povem, da sva vsako leto si to razdeliva z podžupanom, zaradi tega, ker enostavno ne moreš vse prve razrede po celi občini obiskati kot ena oseba. In tudi letos je bilo tako, sva si to razdelila, bilo je veliko zadovoljstvo tako otrok kot staršev in pa lep spomin na prvi šolski dan. Seveda smo skupaj z redarsko službo, s prostovoljci, policijo pripravili, rekel, tudi ta prvi teden, pa še drugi teden, veliko, bom rekel, sodelovanja, da zavarujemo najbolj ranljive, to so pa pri nas bili prvošolčki pri prihodu v šolo in pa seveda tudi potem pri odhodu domov. Otroci so 2 meseca na počitnicah in običajno kar nekaj postorite po teh šolskih poslopjih. Kaj je bilo letos postorjenega? Ja, sej bom rekel, tudi malenkosti štejejo. Zdaj, če govorim pa, kaj bomo delali, se pa veselimo prenove kuhinje v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta. Dobili smo že odločbo, tako da projekt bo čez 1 200 000 evrov in ta prenova je bila res prepotrebna. Tukaj smo kandidirali na en pilotni projekt strani Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šolstvo
in uspeli na razpisu, tako da bo okrog 700 tisoč bo nepovratnih sredstev, ostalo do 1 250 000 bo pa prispevala občina Radovljica. No, lahko se vrnemo tudi v pomladanski čas, tam je bil zgrajen igrišče ob podružnični šoli v Begunjah. Ja, to igrišče je res izpadlo fenomenalno, ampak glede na to, da se ne ustavimo, lahko povem, da smo potem tudi zmagali na razpisu Ministrstva za gospodarstvo in se že pričenja, to se pravi ureditev te telovadnice v podružnični šoli v Begunjah, kjer bomo zamenjali tla in pa umestili še dodatne plezalne stene, torej posodobili bomo to telovadnico, ki je že kar precej stara. Ste se letos uspeli dogovoriti z Rivo glede šolskih prevozov? Ja, tukaj moram pa reči, da smo bili uspešni, seveda z celovitim pristopom, torej tako šol, ki so pomagale pravzaprav tudi z prevozi tistimi, ki jih lahko šolskimi kombiji izvedejo, in pa seveda tudi z ostalimi kandidaturami ostalih ponudnikov, ampak tokrat se je pa Riva po mojem streznila in so dali korektno ceno in tudi zmagali na razpisu. In lahko rečem, da bo zelo velik prihranek na letnem nivoju, to se pravi, če je bilo prej to 1 200 000, zdaj smo prišli na okrog 700 000 evrov na letnem nivoju. No, in občinska uprava pripravlja že proračun za leto 2026, ki bo že obravnavan na občinski seji, mislim v mesecu septembru ali oktobru. Mi pripravljamo v bistvu dva proračuna za 26 in 27. Prva obravnava bo na seji oktobra in pa potem še potrditev torej v decembru mesecu. In dobršen del sredstev bo zagotovo namenjen iz proračuna za čistilno napravo. Ja, tukaj nas čakajo v bistvu 3 leta, kajti ta čistilna naprava ne zmore več teh količin. Eno je, mi smo naredili kar veliko število priklopov v občini Radovljica in pa seveda veliko število priklopov je tudi v občini Žirovnica, kajti občina Žirovnica je v celoti priključena na našo čistilno napravo, tako da projekt bo vreden blizu 8 milijonov evrov. 3,3 milijona evrov smo v bistvu dobili zagotovilo, da bomo prejeli nepovratnih sredstev, ostalo pa bomo morali financirati. Zdaj, če bo vse po planu, bomo delali to leta 26, 27 in zaključili v 28. Tako da tudi to je zelo pomemben projekt za našo občino in pa seveda še širše za občino Žirovnica. Hvala lepa za tale pogovor in pa srečno na kolesu. Hvala tudi vam, ja. Trasa poteka tukaj iz Pregurnikovega trga, na to mimo gostinske šole oziroma srednješolskega izobraževalnega centra, po Gorenjski cesti do rondoja med Lescami in Radovljico, tam zavijamo v smeri proti Kropi in potem skozi Rožno dolino, mimo Merkurja, Merkatorja, do Lesec, mimo železniške postaje, pred zapornicami se obrnemo desno na Alpsko cesto in potem takoj levo mimo trgovine Tapro oziroma do vrtca v Lescah. Od tam pot nadaljujemo mimo osnovne šole v Lescah in potem v smeri Hlebce do Begunj. V Begunjah se potem pri cerkvi zavijemo desno, gremo skozi vas do osnovne šole, od tam v Begunjah do Dvorske vasi, Zgornjega otoka, desno proti Gorici, iz Gorice v Vrtnje, z Vrbem pa potem do osnovne šole v Radovljici, do biodinamičnega vrta. Tam se boste upisali v spominsko knjigo in tam boste tudi prijeli spominske majice. Zdaj pa še nekaj napotkov. Smo kolesarji, udeleženci v prometu, tako da moramo spoštovati cestno-prometne predpise, tako da če imajo vozila prednost, moramo to spoštevati.
Se pravi, upoštevajte navodila rediteljev, ki bodo skozi z nami, tudi v kritičnih točkah bodo nekako pomagali in usmerjali. Prosim, če se vozite v koloni, eden za drugim, ne vzporedno. Tako da to so kratki napotki, da bomo varno pač prispeli na cilj. Kolikokrat ste se že udeležili kolesarskega dirke? Ja, danes oziroma letos je prvič. Tako da, ja. Kakšna je bila pot? Pot je bila zanimiva, sicer jo poznam že od prej, ker tle živim, in smo dostikrat z družino prikolesarili. Fajn je, ker je dokaj položna, ni toliko zahtevna, tako da glih za take izlete popolna. Si sicer rekreativec? Ne, niti ne, včasih sem bil bolj, zdaj imam pa avto, pa skuter je pa malo manj. Tudi v Evropskem tednu mobilnosti ne? Ne, ker sem bil mlajši, sem, zdaj pa ne, veste. Težko je, šola zjutraj, pa pol to, raj, skuter, avto, gre hitrej. Na kolo za zdravo telo? Ja, točno tako, ja. Živijo, kdo si ti? Jaz sem doma, nisem male. A drugače veliko kolesariš? Ja, doma, kdaj. Kako se ti je pa zdelo danes na tej poti? Dober. Je bila naporna? Ne preveč. Ne? S kom si pa prišel? Z atijem pa z dedijem. Aha. Se boš tudi drugo leto udeležil? Ja, verjetno. Še to mi zaupaj, koliko si star. 9. Odlično, čestitam. Ste se že večkrat udeležila kolesarske dirke tukaj ob Evropskem tednu mobilnosti? Ne morem reči, da sem prvič udeleženka. Sem pa videla takole pobudo tole pomlad v Nici, in ena velika kolona ljudi je šla po cesti podobno kot mi danes. In me je tudi navdušilo, tako da ko sem dobila pobudo na šolo, sem z veseljem to sprejela in sem se takoj odločila, da bom tudi jaz zraven. In verjetno, ali letos gotovo niste prvič? Ja, jaz sem prvič, ja, ampak se pravim, se ne vem, kolikrat je v občini ta pobuda že bila, je bilo že velikrat. No, moram pa reči, da smo v šoli imeli tudi lani en projekt prek ena pobuda je prišla skratka od zunaj in ta projekt naj bi spodbujal vožnjo s kolesi, predvsem za v službo, pa iz službe, niti ne toliko dobro rekreativno, se tako ve, da Slovenci se veliko vozimo s kolesom, pa niti ni potrebno spodbujati. Gre pa tudi za to, da bi se namesto z avtomobili vozili v službo, kar je pač bi bilo zelo fajn, da bi malo prispevali k. No, in kot sem slišala, se je letos kar veliko vaših dijakov udeležilo tega kolesarskega izleta. Ja, res kar nekaj jih je, tako da me veseli, mogoče je tudi vreme svoje prispevalo. Ja, upam, da bomo drugo leto spet zraven. Hvala lepa. Z nami je dr. Maja Kolar že 10 let, letos mineva že 10 let, odkar so začeli saditi na tem čudovitem biodinamičnem vrtu in vsako leto obrodi nekaj novega. Kaj pa letos? Ja, tudi letos je vrt pester, zanimiv, se pravi, res skrbimo za to biotsko pestrost, da je velika. Poskušamo tudi z nekaterimi novostmi, se pravi, da tudi poskušamo kakšne take bolj eksotične rastline, kot je naprimer okra. Okro smo pridelali v letošnjem letu, pol recimo tudi sladki krompir in razna tudi nova zelišča oziroma taka mogoče manj poznana zelišča in zdravilne rastline. Postavili ste tudi streho tukaj? Ja, zelo smo veseli, zadovoljni, ker občina Radovljica res zelo lepo skrbi za ta naš učni biodinamični vrt. Torej v novem tem letu smo prekrili novo streho, tudi učilnica na prostem, ki jo uporabljamo za šolske skupine, za tiste, ki pač se pridejo sem tudi učiti, bomo tudi pridobili streho in pa tudi pridobili smo 6 velikih, visokih novih gred. Visokih gred zato, da tudi otroci lažje obdelujejo in delajo na tem vrtu. Kdo najpogosteje skrbi za tale vrt, da je pokošeno, da vse dobro obrodi? Ja, to je skrbnik našega vrta, gospod Aleš Jezeršek, in v dogovarjanju in v pač skupni skrbi, pač tudi potem z šolskimi skupinami tudi kar veliko naredijo, opravijo veliko takega koristnega dela in tudi potem seveda, da otroci lahko dobijo to zelenjavo iz našega vrta in jo potem koristno uporabijo.
No, seveda, vsako leto povemo tudi to, da je blagovna znamka Demeter, ki ga je dobil tale biodinamični vrt. Tako je. Ta biodinamični učni vrt je tudi pač nosilec blagovne znamke Demeter, to je hrana najvišje kakovosti, to se pravi, da je standard še višji in še strožji standardi so kot pri ekološkem kmetovanju, tako da zelenjavo pač pridno uporabljajo, jo pač dajemo otrokom iz vrtca radovljiškega, torej v letošnjem letu smo pač več kot 300 kg zelenjave pač namenili vrtcu, drugače pač tudi šolske skupine, se pravi iz osnovne šole in pa iz osnovne šole Anton Janša pač tudi uporabijo koristno to zelenjavo za razne izdelke. In vedno bolj priporočajo lokalno pridelano hrano, ki zraste doma. Absolutno, ne, tudi otroci, ki tukaj pridejo, se ne morejo načuditi temu, v bistvu bom rekla, sladkobi, dobrim okusom, mogoče tudi otroci tega danes niso več vajeni, potem pa poskusijo ta paradižnik ali pa paprika ali pa korenček in rečejo, wow, ta zelenjava ima okus, to je pa res dobro in potem še veliko rajš pa bolj z veseljem pridejo sem in tukaj pomagajo. In ima čisto drug okus, kot je kupljeno v trgovini, čeprav tako govorijo, da je to vse pridelano doma, pa hitro ugotoviš, kaj je pridelano doma in kaj ne. Ja, tako je. Bi se kar lahko strinjala s tem, da je pač res to ena drugačna lestvica in barva okusov, tako da bodo tudi lahko danes tisti obiskovalci vrta poskusili, kakšen okus ima zelenjava z tega vrta, ker so pač tudi dijaki gostinske šole nam pripravili različne jedi iz zelenjave, ki je zrasla prav tu. Hvala lepa, dr. Maja Kolarek. Hvala vam. Vi ste mentor teh dijakov, ki jih vidimo tukaj. Kako ste pripravili današnjo pogostitev tukaj na biodinamičnem vrtu? Z dijaki 3. C razreda smo pripravili en izbor jedi, veliko jedi so oni predlagali, vse se pa navezuje tudi na živila z tega vrta. In moram te dijake zelo pohvaliti, smo dobro delali, tudi njihove ideje, pa tudi že njihovo samostojnost, ker so že 3. letnik. In zdaj predlagam, da vsak dijak pove, kaj je pripravil. Sem Nil, pripravil sem čebula na mas, na polnozrnatem kruhu. Na vrhu je tale okisana čebula. To je to, v bistvu. Koliko časa je bilo potrebno za to? Tam približno pol ure. Kaj si delal ti? Jaz sem Matej Starc in pripravil sem jurčkovo kremo. Na vrhu je paradajz, kumara in malo paprike. Jaz sem Liam Justin, pripravil sem zelenjavne tortilje s sojo. To je to. Koliko časa si porabil za te tortilje? Spravo tortilje sem delal približno pol ure, pa da sem še ta nadev naredil, pa še ne pol ure. Kdo vam je pa dal idejo, kaj boste skuhali danes za tukaj? Sami smo se spomnili večinoma. In je vse skupaj zraslo na tem biodinamičnem vrtu? Ja. Sem Tevš Filipič, naredil sem drobnjakove štrukle v drobnjakovi juhi iz Poljanske doline. In kako si delal te štrukle? Ja, pač prvo smo naredili testo, potem smo ga pač razvalili, pa raztegnili, pa pač potrisali drobnjak, pa zavili. In koliko časa so se kuhali? 10 minut. In so kuhani? Ja. Super. Jaz sem Iza, sem pripravila falafel iz čičirike, ričoto iz rdeče pese in gor je hrustek od sira. No, kako si pripravila ta falafel? Zmiksala sem čičiriko pa peteršilj, ga oblikovala v kroglice in potem ga ocvrla. Super. Še kakšno drugo jed? Pač sam to ričoto. Kako pa to? To je pa iz ješprena, pa iz pireja iz rdeče pese. Sem Nil, pripravil sem tudi kranjsko klobaso z krompirjevo solato. To je najbolje za ta biodinamični vrt. Ja. Najbolj slovensko. Ja, je res. Sem Kim Sušnik, pripravljala sem ajdovu z borovnicami in to je v bistvu to. Kako si ga pripravila?
V bistvu sem najprej skuhala ajdovo osnovo v mleku, vse to zmiksala v termomiksu, potem se je pa naredil mus, se je skupaj izmešal in to je to. Sem Sara in naredila sem jabolčno pito. Ja. No, to pa verjetno ni nobena posebna kanšta, ne? Ne, nič tasga. Kaj pa še zraven? To je to. Nobenega kompota? Ne, nič. Sam pita. Sem Tadej, pripravil sem pa biskvit z vaniljovo kremo, na vrhu imamo pa gel iz breskev pa list melise. In koliko časa si porabil za vse to? Porabil sem pa en dan, zaradi tega, ker je nucal vanilj. Ja, nekaj cajt je nucal stati v hladilniku, ker vaniljova krema ima želatino in nucala stati v hladilniku, da se strdi. Tako da ja. Odlično. Sem Tadej in sem pripravljal princeske z čokolado in pomarančnim džemom. To je pa posebna sladica, a ne? Kako si jo pa pripravil? Najprej sem naredil paljeno testo, tako testo, ki se na ognju dela. Pol sem vmešal jajca, spekel, sem jih ohladil, dal not ganaš in pomarančni džem. In čez je glazura s čokolade in pomarančem. Alenka in dr. August Mencinger, vidva sta staroste današnje kolesarske dirke tukaj v Radovljici. Ja, upava, da ni še kdo tako naumen, da po teh letih šel na takole dirko. To je vse samo pohvalno. Kako je bilo na poti, Alenka? Lepo je bilo, sploh mi je ta del všeč, velikokrat hodiva po teh poteh. So nam čisto dovolj, ni potrebno, da hodiva v teh takih časih, julij pa avgust, ko je posod dren. Tle imamo pa lepe hribe, gledamo lepo naravo. Vsakič je drugačna, kadarkoli prideva. Enkrat cveti, drugič rodi, lepo je na Gorenju. Sicer pa verjetno sta tudi čez poletje kolesarila rekreativno, a ne? Tlele podobno, s tem, da zdaj jesen še tevke nabirava med potjo. Bravo, bravo. Koristno in koristno. Ne skasno. Včasih ste vi dejavno pot k drugim, a ne? Zdaj jih pa drugi za zdravo telo dajo vam, a ne? Veste, kako je, se sva študirala, greva, ali ne, pa so pa rekla, ne, moramo dati zgled, kaj tudi človek v starosti lahko naredi. Pa prav tam meni so se to znaumo in se že pri 70-ih obet naupa na bicikl. To ne drži. Ne drži, ne. Kaj je, no. Še tako naprej in da se ponovno vidimo drugo leto. Hvala in uživajte.